lepa, lepo pozdravljam tudi z moje strani kolegov. Seveda namen današnje novinarske konference je kolega Prečnikovi zgradbi, ki predstavitev našega volilnega programa, oziroma jaz bom kar dejal, da gre za delovni načrt, torej načrt dela mene in moje ekipe v naslednjem mandatnem obdobju. Naj uvodoma se takoj zahvalim predvsem našim gostom, našim zunanjim sodelavcem, dr. Janeza Čebulju, gospodu Luki Novaku in dr. Marku Smoletu, ki so bili naši zunanji sodelavci tudi pri pripravi tega načrta dela, za kar se jim iskreno zahvaljujem. To seveda ne pomeni, kako na začetku želel zelo jasno postaviti, da bodo spoštovani gospodi kandidirali na volitvah. Smo pa v Slovenski ljudski stranki zelo veseli, da so nam pomagali za svojim znanjem, izkušnjami pri pripravi tega dobrega delovnega načrta. Sam menim, da je bila odločitev za predčasne volitve edina pravilna, predvsem pa edina racionalna odločitev. Vztrajanje namreč na oblasti s tretjinsko podporo v državnem zboru leto dni pred prednjimi volitvami pač ne bi bilo smiselno, še posebej zato, ker so nekateri pomembni projekti za to državo padli v času, ko je imela koalicija praktično še večinsko podporo. Vladanje v teh 3 letih ni bilo enostavno. In vsaka vlada bi zagotovo imela težave v takšni situaciji. Sem pa trdno prepričan, da so bile nekatere prioritete vladanja dosedanje vlade zgrešene. Prekomerno zadolževanje za tekočo porabo pač ne pelje nikamor v dejstvu, da pri varčevanju nisi dosleden in posledično tudi neuspešen, kar smo v Slovenski ljudski stranki velikokrat opozarjali. V Sloveniji potrebujemo streznitev in predvsem zavedanje, da situacija ni rožnata, da je resna, a vendar. Zato sem seveda osebno trdno prepričan, da je rešljiva. Zavedamo se, da ni časa za filozofiranje, da ni časa za nakladanje, da ni časa za pripovedovanje pravdic, da je skrajni čas za dejanja, da je skrajni čas za trdo operativno delo po vseh ministrstvih, brez veliko govorenja. To namreč od nas pričakujejo, oziroma še bolje rečeno, zahtevajo ljudje. V delovni načrt za rešitev te težke situacije smo zapisali veliko merljivih ciljev. Danes tukaj bomo izpostavili samo tiste, ki so po naši oceni najbolj pomembne, vseh zagotovo ni možno, da bi uporabili preveč časa. Kot najpomembnejši cilj izpostavljamo gospodarsko rast kot ključno gonilo razvoja Slovenije in ključni instrument za zagotavljanje socialne varnosti vseh prebivalcev in prebivalcev Slovenije. Za zvišanje gospodarske rasti in skupaj z svojo ekipo izvedel vrsto ukrepov, ki bodo izboljšali konkurenčnost poslovnega okolja. Gre tako za davčne razbremenitve, kot tudi za administrativne obremenitve, ki so velikokrat še večje breme kot tiste davčne. Naj naštejem samo nekatere. Skupaj z ekipo bomo zmanjšali davek od dohodka pravnih oseb. Uvedel bom davčno olajšavo na reinvestirani dobiček za greenfield naložbe, ki ustvarjajo novo dodano vrednost, razvoj in seveda prepotrebna nova delovna mesta. Uvedel bom pavšalne davke za tista, pa če hočete sistemno pavšalne obdavčitve za mikropodjetja, in sicer na takšno višino, ki bo odvisna od števila zaposlenih. Menim, da lahko z takšno poenostavljeno davčno politiko pridemo do zaposlovanja ljudi na način, da bodo tisti lastniki mikropodjetja zainteresirani
že zaradi samih davčnih ugodnosti, da bodo ljudi zaposlovali za nedoločen čas. Za novo samozaposlovanje in družinska podjetja skupaj z ekipo uvedel tudi davčne olajšave na osnovi degresivne lestvice, ki boste dobili in boste dobili same programe. Z različnimi ukrepi bomo omogočili pridobitev gradbenega dovoljenja do 6 mesecev. In to mora biti skrajni rok, da gospodarstveni lastnik z denarjem v žepu pride do gradbenega dovoljenja in da lahko realizira svojo idejo in svojo investicijo. Torej, zakaj bom to počel? Zato, da bom gospodarstvo omogočil konkurenčnejše poslovno okolje in s tem tehnološki razvoj z ustvarjanjem novih delovnih mest. Vse to bo generiralo gospodarsko rast. Ob tem seveda resno računam na domači in tuji lastniški kapital, kot tudi na rizični kapital. Vse to, kar sem navedel, je seveda nemogoče izvesti, kolikor radikalno ne znižamo stroškov celotne javne uprave. Zdaj seveda lahko govorimo o povečani učinkovitosti, o povečani produktivnosti in brala hoksa, kot se temu reče. V tem segmentu je načrt dela naslednji, zelo jasen. Preoblikoval bom organizacijo državne uprave na 10 ministrstv, in sicer Ministrstvo za infrastrukturo, kjer bodo vključeni promet, prostor, energetika in telekomunikacije, Ministrstvo za upravo, kamor bo vključena javna uprava, notranje zadeve in lokalna samouprava. Združili bomo Ministrstvo za finance in Ministrstvo za gospodarstvo, ker je neracionalna oblast ločena in vodita k temu, da gospodarska politika ni usklajena. To smo imeli priložnost videti tudi v tem mandatu. Ministrstvo za sonaravni razvoj, v katerega vključujemo okolje, kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Ministrstvo za izobraževanje in zaposlovanje, kjer združujemo šolstvo, visoko šolstvo in tisti del zaposlovanja, skratka, želimo doseči to, in to je osnovni namen, da bomo izobraževali tako, da bomo na koncu lahko zaposlovali. Ministrstvo za mednarodne odnose, kjer združujemo zunanje zadeve in seveda Ministrstvo za Slovence po svetu. Naslednje ministrstvo je Ministrstvo za zdravje, del družino socialno varnost, ki se združujeta. Seveda del pa sem dejal, da se prenaša tisto, kar se tiče zaposlovanja v Ministrstvo za izobraževanje, Ministrstvo za pravosodje, Ministrstvo za obrambo in Ministrstvo za kulturo in šport. Število agencij in uradov bo zmanjšal vsaj za 50%. Tega namreč zdaj v tem trenutku, ko se spopadamo z krizo, ne potrebujemo. Morda bomo kdaj v prihodnosti to ponovno potrebovali in takrat bomo ponovno to ustanovili. V tem trenutku, ko iščemo vsak evro, zato da bomo lahko razbremenili to gospodarstvo, tega ne potrebujemo. Z optimiranjem vrste in števila delovnih mest v javnem sektorju bomo opustili tista delovna mesta, ki ne prispevajo k ustvarjanju pogojev za razvoj v posameznih resorjih, s čimer se bo masa plač, podarjamo maso plač, v javnem sektorju znižala za 10% glede na maso plač v letu 2011. Zakaj bomo to storili? Tudi zato, da bodo tisti v javnem sektorju, ki so dobri, ki delajo od zjutra do večera, veliko je tako, lahko tudi ustrezno vzrejeni. In da se preprosto tudi tistim, ki niso najbolj učinkoviti v javnem sektorju, bove hvala lepa. S tem se strinjajo mnogi zaposleni v javnem sektorju. Jaz sem nedolgo tega govoril za enim takšnim. Je rekel, ja, tudi to je potrebno narediti. Torej, ločiti dobrimi in tistimi, ki niso dobro. Radikalno bom posegal v vse ostale operativne stroške.
nobeden proračunski porabnik, tako neposreden kot posreden, v tej krizi ne bo trošil več, kot je trošil v času konjunkture. To je nevzdržno. Še več, trošil bo vsaj za 10% manj, kot je trošil v času konjunkture. Zato obstaja logika. Preprosto ni drugi. Spremenimo vse normative in standarde, ki praviloma določajo visoke stroške tudi tam, kjer to ni potrebno. Tukaj imamo v mislih predvsem predšolsko vzgojo, torej vrtce, tudi šolstvo in tudi zdravstvo. Združil bom vse inšpekcijske službe, ki danes delujejo, po moji oceni, ne najbolj optimalno. Da bi morali več. Namreč vsi ugotavljamo, da nadzora ni takšnega, kot bi moral biti. Verjamem, da z združitvijo lahko naredimo velik korak naprej. Vse to in še več boste seveda prečitali v gradivu, ki ga boste dobili. Bom naredil zato, da bom lahko na drugi strani spodbujal gospodarsko rast. Gospodarsko rast zato, da se bomo spopadli s socialnimi vprašanji in da bomo tistim, ki so v teh 3 letih izgubili službo, ponudili novo prihodnost. Posebno pozornost z ekipo bom posvetil vzdržnosti javnih financ, kar je velik problem, kjer je načrt dela zelo jasen in predvideva maksimalno omejitev zadolžitve z ustavnim zakonom, ampak vsem tem v detalju lahko preberemo več tudi v načrtu dela. Moji kolegi bodo v nadaljevanju izpostavili še nekatera druga ključna področja našega načrta dela, in to so pravna država, boj proti korupciji, trajnostni razvoj z zelenimi delovnimi mesti, samooskrba za zdravo domačo hrano, znanje, socialna pravičnost. Temu bomo danes dodali tudi področje kulture in zunanje politike. Sam osebno si želim, da bi ta volilna kampanja bila resnično vsebinska. Da bi tekmovali za svojimi vizijami, da bi tekmovali za svojimi načrti dela, ali če hočete, za svojimi volilnimi programi. V Slovenski ljudski stranki se bomo dosledili. In tukaj vas prosim, da me boste razumeli v prihodnjih dneh. Da se bomo dosledno izogibali tehnološkim temam, ideološkim, jaz se upravičujem, jaz sem inženir. Torej, dosledno se bomo izogibali ideološkim temam v vsem tem času predvolilno. Sam sem namreč trdo prepričan, da odgovoren politik v času, v kakršnem smo se znašli, v tem zmedenem času, mora razpravljati in razmišljati in ljudem pokazati predvsem vizijo in pot kam naprej. In o teh vsebinskih vprašanjih se želimo pogovarjati v Slovenski ljudski strani. Menim tudi, da in upam predvsem, da ne bo medsebojnega obtoževanja. Tudi tega se bomo v Slovenski ljudski stranki absolutno izogibali, zato ker smo trdno prepričani, da tega preprosto ne potrebujemo. Potrebujemo pa konstruktivni politični dialog in konsens okrog ključnih vprašanj, ki jih bomo morali rešiti, po mojem oceni, v prvem letu naslednjega mandata. Če tukaj omenim pokojninsko reformo, zdravstveno reformo, reformo trga dela in še kaj se bo seveda tukaj znašlo znotraj tega paketa, v moji oceni mora biti paket, ki ga bo potrebno sprejeti v prvem letu naslednjega mandata. Potrebno bo veliko dialoga z socialnimi partnerji,
Jaz verjamem, da bo vendarle moč argumenta tista, ki bo prevladala. Da ne bo v ospredju argument moči. Govorim z vseh strani. Ne samo z vladne strani, ampak tudi strani sindikatov in vseh, ki v socialnem dialogu sodelujejo. Verjamem, da so ljudje v zadnjem času vendarle spoznali, da spremembe potrebujemo in da brez sprememb preprosto nikamor ne bomo prišli, oziroma ne, da ne bomo nikamor prišli, hudo bomo nazadovali. In da smo v tem trenutku v pravem času, ko lahko, in jaz sem trdno prepričan in v tem okviru tudi optimist, da lahko ta trend obrnemo na vzgor. Verjamem, da je na koncu, in jaz vidim luč na koncu tunela. Naj na koncu povem in potem predam besedo svojim kolegom, ki se bodo nakratko dotaknili še vseh ostalih področij. Slovenska ljudska stranka je v tem zmedenem času, v tem kaosu, edina racionalna opcija. Kar smo za svojim delom v državnem zboru do sedaj tudi dokazali. Dokazali z dejanji. Z dejanji, ki niso bili popularni, ki so bili zelo tvegani za eno majhno opozicijsko stranko. S tem smo dokazali, da nam ni mar, kaj se s to državo dogaja, in to logiko, in to politiko, če hočete, bomo nadaljevali tudi v naslednjem mandatu. Ne glede na to, ali bomo v vladi, ali bomo v opoziciji. Zato, ker preprosto drugače več ne gre. Smo tudi edina stranka, ki stavi predvsem na zdravo kmečko pamet, ki jo je v zadnjem času zelo, pa še enkrat zelo primanjkovalo. Hkrati, pa lahko rečem z vso odgovornostjo, smo tudi pripravljeni prevzeti odgovornost za vodenje naše države. Hvala lepa toliko za enkrat z moje strani. V nadaljevanju bom seveda z veseljem odgovarjal tudi na vaše vprašanja. Pa bi kar boš ti dalje moderirala? Prosim.